Podeljene 3 kulturne pletenice. Na osovniku še vedno brni agregat. Zimsko službo večina zadovoljna. Pred sanacijo gozdov. Delo občine pod lupo inšpekcije. Prva zgoščenka Sorških resnic. V znamenju olimpijskih iger. Lepo pozdravljeni. V tednu, ko smo praznovali praznik kulture kot dela prost dan in državni praznik, je najbrž povsem na mestu, da današnjo informativno oddajo začnemo s prispevkom o osrednji kulturni prireditvi na predvečer praznika, ponovno v Kulturnem domu Medvode. Letos že četrtič je Občinska kulturna zveza Medvode podelila priznanja za prispevek na kulturno-umetniškem področju. Najvišje priznanje pletenico za življenjsko delo sta prejela 2. Tine Križaj, vsestranski kulturni delavec, in Janez Čadež, dolgoletni zborovodja Lovskega pevskega zbora Medvode. Osrednja občinska prireditev je potekala pod geslom Vsaka ljubezen je pesem. Rdeča nit je bila pravzaprav želja, da nekako ljudi spomnimo na tisto bolj pozitivno plat našega življenja. Saj je res, da je mnogo Prešernovih pesmi navdahnilo njegovo trpljenje, ampak v njih lahko začutimo tudi en nepoboljšljivo romantiko in nepoboljšljiv optimizem za naprej. In tega se mi zdi, da nam danes manjka, in to je bila želja nas kulturnih delavcev, ki smo pripravljali to, da damo ljudem ob prazniku. Organizacijo osrednje občinske kulturne prireditve je ponovno prevzela Občinska kulturna zveza Medvode, tokrat prvič pod okriljem novega oziroma razširjenega zavoda za kulturo in mladino. Tukaj se je pa res kot pozitivno izkazal tudi zavod s tem, ker je enostavno prevzel vso infrastrukturo. In je bilo tukaj, moram se jim zahvaliti, je bilo lepo priti v dvorano in vedeti, da so tam ljudje, ki bodo poskrbeli za to, da nam ne bo potrebno recimo prenašati tega drugega in smo se lahko nekoliko bolj posvetili protokolu, programu, recimo, če lahko. Poleg večje udeležbe samih kulturnih delavcev smo vendarle pogrešali nekaj več občinskih svetnikov, predvsem pa tudi uslužbencev občinske uprave, medtem ko smo že vajeni županove odsotnosti. Slavnostni govornik je bil, morda presenetljivo, podžupan občine Medvode Leopold Knez, ki ga v naši občini sicer ne prepoznavamo po kulturnem udejstvovanju, prav nasprotno pa je bilo v njegovem rojstnem kraju. Jaz sem se ukvarjal s tem. Jaz, ko sem bil v svojem kraju doma, v Lupinci Šmartno pri Litiji, sem bil tudi član kulturno-umetniškega društva in sem bil tudi predsednik. Njegova osrednja misel je bila, da je prav kultura, prvenstveno jezik, tisti, ki naš narod vedno združuje. Mislim, da je v Medvodah tudi kultura zelo živa in mladi jo zelo lepo razvijajo in imajo nove ideje in sem kar vesel. In tle so tudi pokazali, da ni denar vse, da ne delajo zaradi denarja ali pa za denar, ampak res iz tiste notranje potrebe, iz tega notranjega izražanja, ki ga pač umetniki imajo. In nekako si treba izpovedati in oni se na ta način tudi nam v korist, v umetniški užitek. Kulturniki so se letos zahvalili 2 podpornikoma, ki s finančnimi sredstvi oziroma svojimi storitvami pripomorejo k izvajanju kulturnih projektov, cvetličarni Zali iz Preske in podjetju Madizajn iz Pirnič. Nikoli nisem štela, ampak moram pa reči, da sem pa res v moj veselje, pa mogoče v zadovoljstvo tudi drugih, res bila prisotna pri vsaki prireditvi kulturni s temi mojimi šopki. Tako da jaz sem vesela sem, da je ljudem všeč moj del, da radi k meni pridejo in to tako. Moram reči, da sem izjemno presenečen pravzaprav na nek način in počaščen za takšno priznanje. Vsekakor si pa želim še naprej pomagati po svojih močeh pač vsem tem kulturnim delavcem in širiti neko pozitivno energijo. Pletenico za izjemne dosežke v preteklem letu je letos prejelo kulturno-umetniško društvo Jarem, kot je bilo zapisano v obrazložitvi, predvsem za voljo svoje povezovalne vloge in promoviranja Jakoba Aljaža. Veste, to je obveza za naprej in spodbuda za naprej. Če pa dovolite, bi pa jaz rekel, da kulturno-umetniško društvo Jarem samo po sebi verjetno ne bi moglo doseči to, kar je. To smo dosegli samo s tem, da smo razširili svoje obzorje, svoje miselnosti, da smo prekoračili krajevne meje in tudi občinske. Najvišje priznanje pletenico za življenjsko delo je letos prejel Janez Čadež, dolgoletni zborovodja Lovskega pevskega zbora Medvode. Pravzaprav vprašanje, če bom v svoji občini kdaj tako priznanje dobil, ampak pomeni mi dejansko nekako oceno mojega dela
ki ga sam sicer ne morem ceniti, jaz sem v tem delu užival, delal sem tisto, kar sem mislil, da je prav. Rad sem hodil v Medvode, nekako sem se poistovetil z Medvodami. V zgodovino lovskega pevskega zbora bo opisan tudi po svoji izjavi o tem, kako sta petje in druženje povsem enakovredni sestavini ljubiteljskega zborovskega petja. Zbor naj ne bo samo petje, ampak je to petje in druženje. Ker je to pač amaterski zbor, to ni profesionalno, da bi človek prišel na šiht, ampak dejansko je treba tudi se malo poveseliti, znati se po koncertih in tudi po vajah poveseliti, malo se družiti, malo podebatirati in če tega ni, nekaj manjka. Najvišje priznanje Pletenico za življenjsko delo je letos prejel tudi Valentin Križaj iz Senice, vsestranski in dolgoletni kulturni delavec. Na tem istem odru je stal že leta 1957. Kaj mi pomeni? Veliko. Mogoče sem prav tega najbolj vesel, ker vem, da grem proti koncu, ker se bo končal s tem priznanjem. Posebno sem pa vesel, pa da bom prvo povedal to, ker je to tudi darilo za moj rojstni dan, ki ga tudi naslednji dan praznujem. Ampak pustimo to pri miru. Še enkrat ponavljam, zelo sem vesel tega priznanja. Hvaležen sem tej inštituciji, ki so ga podelili, ti, ki so me niso pozabili na mene, ki so me predlagali in da je danes to priznanje pri meni in zelo sem in bom ponosen na njega. V zgodovino seniške kulture bo prav gotovo zapisan tudi po svoji vlogi Drnolca v Finžgarjevi igri Veriga, ki jo po novem tudi režira in to kot dober gostitelj na lastnem dvorišču. Ja, ko se na Snici igra Veriga, to je za mene praznik. Na podlagi predlogov je o prejemnikih priznanj odločala posebna komisija. Bili smo enotni, da pač dobijo tisti, ki so to zaslužili in mislim, da so tudi pustili en pečat tukaj v Medvodah. Sploh pa moram reči za Križaje Tineta, za vseh teh 57 let, ki jih je prej povedal, je res zaslužil ta priznanje. Nekako se mi zdi, da so dejansko dosegle tiste prave ljudi. Janez Čadež, zagotovo se ga vsi Medvoščani, ki so vsaj malo povezani, spominjajo kot strahotno energičnega pevovodjo lovskega pevskega zbora. Tine Križaj pa že v sami obrazložitvi je rečeno, je pa človek, ki je poglavje zase, ki pravzaprav nekako mu ne prideš hitro do konca pri vseh zadevah, kjer je on pomagal. Tako da se mi zdi, da je res dobila Pletenica za življenjsko delo posebno težo. Osrednjo občinsko prireditev so z recitacijami in besedili Vse v znamenju, Vsaka ljubezen je pesem so oblikovali recitatorji iz Kuda Smlednik, Kuda Franceleški Finžgar Senica in Kuda Fofite. Zapeli so pevci mešanega pevskega zbora Sveti Urh Smlednika, dobršen del kulturnega programa pa je dovršil tolkalni trio MP3. Po osrednji občinski proslavi v Kulturnem domu Medvode, ki se po novem spet kiti z napisom Svoboda, je sledil še sprejem v klubskih prostorih Zavoda za mladino in kulturo Jedro, ob glasbeni spremljavi teatra kvarteta Marka Mozetiča in ob odprtju slikarske razstave Duše Jesih. Očiščenje, da smo zasipani z informacijami, z mediji, z vseh strani. Tako da je moja filozofija ali moje vodilo izčiščenje. Več o osrednji občinski prireditvi ob kulturnem prazniku in tudi dogajanju po njej, predvsem pa več o obeh dobitnikih Pletenice za življenjsko delo, pa v sredini kulturni oddaji. O ostalih prireditvah ob letošnjem kulturnem prazniku pa še v drugi polovici današnje oddaje. Od kulture v ožjem pomenu besede pa k kulturi v širšem pomenu besede. Kultura bivanja je od prvih dni februarja dalje tudi v naši občini močno pod vplivom naravne nesreče. V krajevni skupnosti Katarina so bili več kot teden dni, 8 dni brez elektrike, v dolini reke Ločnice še dan dlje in posledično tudi brez interneta in naše televizije. Zanje je zadolženo Elektro Ljubljana. Na Osovniku pa so se s tem problemom soočali še včeraj in zato le upamo, da jim danes lahko voščimo dober večer. In seveda upamo, da je danes vzdušje na Osovniku bistveno drugačno, kot je bilo včeraj.
Kljub temu, da Slovenija in z njo odročnejši kraji počasi okrevajo po žledolomu, pa nekateri še vedno čutijo posledice strašne vremenske ujme. Tako je tudi na Osovniku, kjer so krajani dobro spoznali, kako je, ko se čas ustavi, ko so poti v dolino zaprte in kako se je treba znajti, ko nenadoma zmanjka elektrike. Ja, elektrike ni bilo, 3 dni ni bilo elektrike, pa smo dol toliko, da smo odprli, pa presekali dol, pa so nam Avstrijci pripeljali tale agregat, tako da tega, da je laufamo zjutraj 1 ure, pa zvečer 1 ure. Kmalu je tudi na Osovniku posijalo sonce. Podjetju Elektro Gorenjska, ki tam skrbi za dovod elektrike, so priskočili na pomoč salzburški gasilci, ki so prebivalcem Osovnika podarili agregat, da bi z njim lažje dočakali elektriko. Elektro Gorenjska pa obstoječi agregat brezplačno oskrbuje z gorivom. Vsemu navkljub pa se na prvi pogled zdi, da agregat povzroča več preglavic, čeprav je njegov namen pomagati ljudem. Ja, tudi jaz, ta vrsta mir, jaz sem navajen mira, tle pa tudi ropota, pa tudi po noči ropotarnica spati. Pa tudi poraba je prevelika, no. Poraba je prevelika tudi. Ja, zakaj bi pa tudi tele ropotal to, če ni treba, pa ne. Pa sam mag biti za enega za vikend. Dobili smo agregat, kot vidite, zdaj stoji. Mislim, da je to dobesedno norčevanje iz ljudi, ki so se potrudili, da smo ga dobili. Ker ta agregat bi drugače mogel iti v Logatec in se je gospod Košir toliko potrudil, da smo ga dobili na Osovnik, zdaj pa stoji. Ki ga bi lahko koristili, brez potrebe dobesedno zdaj stoji tlele. Zakaj ga sploh imamo? Pa ga ne pa rajši v Logatec peljajo, ki ga res krvavo rabijo. Ali pa kam drugam, ki imajo 30 glav živine v hlevu, pa morajo na rokah most. Ki ga bi bila bolj krvavo rabili. Če ga mi tle gor po mnenju Stankota, ne rabimo, ne? Gospod pravi, da je glasen in da je zelo potraten in da ga vmes izklapljajo, kako to komentirate? Potraten, lejte, mi smo povedali in so iz Elektro Gorenjske rekli, laufajte ga, zato vas naj nič ne skrbi, ko vam bo zmanjkalo goriva, ga bomo dostavili. To sploh ni problem gorivo. Obstoječi agregat naj bi oskrboval 6 domov na Osovniku. Podjetje Elektro Gorenjska je sicer pozvalo k varčevalnim ukrepom, vendar obe prizadeti strani to tolmačita po svoje, kar pa je po vsej verjetnosti pripeljalo do sporov. Ja, kar dajte, kaj vzeti, pa naj vam tam ropota cel dan. Če bi bilo možno, jaz bi bila takoj za to, da bi pri moji bajti ropota. Sporov ste bili žal priča, tako kot mi. Očitno je vremenska ujma ljudem pobrala veliko več, kot je vidno samo v naravi. Upamo, da se bodo stvari kmalu razrešile. Že v prejšnji informativni oddaji smo poročali o tem, kaj največja slovenska zavarovalnica priporoča vsem, ki jim je žled povzročil škodo, bodisi zaradi padca drevesa na nepremičnino ali pa morda celo na vozilo na kakšni izmed cest. Ugotavljali smo, da skorajda polovica lastnikov nima sklenjenega ustreznega paketa, ki krije tudi tovrstno škodo zaradi naravne nesreče. V primeru padca drevesa na avto pa je seveda najenostavnejše, če ima lastnik sklenjeno kasko zavarovanje. Lastniki dreves ne nosijo v tovrstnih primerih nobene odgovornosti. Mi pa smo želeli, žal zaman, tudi strani oddelka za javne gospodarske službe dobiti bolj konkretna pojasnila, kakšne so na primer obveznosti občine oziroma upravljavca občinskih cest. Najbrž nas je kar nekaj takih, ki smo se kar nekaj dni vozili po lokalnih cestah, kjer je bil postavljen znak, da to počnemo na lastno odgovornost. Čeprav druge možnosti niti ni bilo. Še danes lahko ob cestah, v Medvodah in povsod po Sloveniji opazite grozljive posledice hude vremenske ujme, ki je zajela celotno državo. Posledice žledu so preusmerile kar precejšen del naše pozornosti, ki bi bila sicer namenjena oceni, kako je bila na prvi pravi sneg v letošnji sezoni pripravljena zimska služba. Še preden se zjutraj zbudimo in pogledamo skozi okno, kakšno vreme nas bo tokrat spremljalo, slišimo pluge, ki po cestah odstranjujejo sneg in poskušajo voznikom omogočiti varno in lažjo pot, kamorkoli so se že namenili. Pred 2 tednoma nas je vreme dodobra zaznamovalo. Najprej smo lahko opazovali debele snežinke, že nekaj dni kasneje pa je na nas padal ledeni dež. Tako kot vedno pa je ključno vlogo pri vremenskih razmerah odigrala prav zimska služba. Težave so take, kot so vsako leto. Največ težav smo imeli s pločniki, sploh v Pirničah, veliko snega odmetanga z dvorišč na pločnike, se pravi čiščenje se zaradi tega zavleče.
Kar se tiče ostalih stvari, pa ni bilo tudi nobenih pritožb, ceste so se normalno plužile. Edine težave so se zdajle v februarju pojavile, ta drug sneg, ki je bil zaradi žleda, zato ker je bilo veliko dreves podrtih, veliko vej na cesti in zaradi tega je bilo oteženo pluženje, čiščenje snega, vse skupaj se je malo zavleklo. Naše ekipe so tudi pomagale gasilcem pri odpravljanju teh nevšečnosti, tako da zaradi tega je mogoče malo vse skupaj šlo bolj počasi. Pri obilnih snežnih padavinah se porajajo vedno ista vprašanja. Katere ceste imajo prednost pri pluženju? Kako je s pluženjem cest odročnejših krajev? Kdaj bo na vrsto prišla naša cesta? Ceste, kako je njihova prioriteta določena, to je določeno z občinskim odlokom. Najprej se plužijo lokalne ceste, potem so na vrsti javne poti. Tak je pač postopek, zdaj, ne vem, kako bi rekel, te prioritete so že vnaprej določene, potrdi jih občinski svet. Velja pa omeniti, da je tudi pozimi še kako pomembno pravilno vzdrževanje cest, ki so v tem primeru tudi naloga koncesionarja oziroma zimske službe. Vzdržujejo se ceste pozimi podobno kot poleti oziroma v letnih časih. Največ poudarka je recimo na bankinah pa na urejanju asfaltnih površin, krpanju teh lukenj, udarnih jam v asfaltu. Krajane so pred kratkim zmotile tudi table z napisi vožnja po cesti na lastno odgovornost, ki pa so bile postavljene v času hujših vremenskih razmer. Velja pa omeniti, da so te ceste včasih za nekatere edina pot do njihovih domov. Ta namig oziroma naročilo je prišel strani občine, mi smo te table mogli postaviti, posledica teh cest, da so pač bile v tem stanju, da so bile nevarne, je žled. Veliko dreves je padalo, to so dnevno padale drevesa, veje so padale in na občini so se odločili pač, da se te table postavijo zaradi varnosti občanov. Kaj več jaz težko komentiram. Ampak kako pa komentirate to, da je to včasih edina pot do domov nekaterih ljudi? Zdaj tako, tudi druge ceste, recimo Sora-Topol, Preska-Tehovec-Suše, Topol-Belo, Topol-Toško-Čelo, te ceste so bile recimo praktično čisto zaprte, neprevozne in tukaj ena pohvala gasilcem, če njih ne bilo, bi verjetno te ceste bile še veliko dalj časa zaprte. Zato ker mi z našim ekipam, poleg tega, da smo mogli plužiti, zelo težko take naravne nesreče recimo posaniramo. Čeprav je zapadlo veliko snega, se je po besedah mnogih mimoidočih zimska služba dobro odrezala. Kako dobro pa lahko preverite v naši anketi med Medvoščani. Kako ste kaj zadovoljni bili zimsko službo, ko je bilo zdaj prvo sneženje? Ja, moram reči, da ni bilo tako slabo, res pa, da sem bil zjutraj majčkeno razočaran, ker sem mislil, da so že s plugom šli. Moram pa pohvaliti tistega fanta, ki je plužil pločnik, ki smo jih ročno odmetali do ulice, ki ponovadi kap naredijo, da je lepo zapeljal pa odpeljal. To je prvič, da se je naredil, tam nekaj vzbilja gor. Moram ga pohvaliti in tudi zadovoljen sem, tako da tle ni problema. Kar v redu. Jaz sicer zdaj manj vozim, ampak vse je bilo očiščen dobro. Tule nasplošno v vasi pa naselju v redu, ampak mi smo pa na enem hribu doma, tam je bil pa velik problem. Zanima me, kako ste bili zadovoljni zimsko službo, zdaj, ko je sneg padal? Zelo, dobro je bilo, mislim, v redu. Odlično, vsaka čast. Pa žled vam je delala kaj težav? Ne, sem to knjiži, da ni bilo žleda. Eno kanadsko jelko mi je 2 vrhova zlomil, drugače pa ostalo je pa v redu. Je pa res, da slišiš okoli samo pokanje, tle pri Zbiljskem gaju noter, to je sam pokal in veliko škode naredil. Tako da je katastrofa po celi Sloveniji, če gledaš ubogi ljudje, ki so se toliko časa matrali. Mi smo imeli na veliko srečo, da smo imeli in elektriko in televizijo in skratka vse je bilo pravočasno in mislim, sploh ni bilo prekinitve. Sreča v celotni nesreči. Ja, smo na robu gozda in smo se vsako noč smo poslušali pokanje in padanje dreves, da smo bili kar v strahu, ampak smo imeli kar srečo. Ja, malo že tudi seveda, pred blokom, ker sem pred blokom, mi je se podrla ena sliva pa tako. Drugače pa je bilo v redu.
Marsikoga bo, tako kot je nas v teh dneh pot zanesla k revirni gozdarki Zavoda za gozdove Slovenije območne enote Ljubljana, zadolženo za občino Medvode, Natašo Strle. Podala je splošno oceno škode po žledolomu, ki je v revirju Medvode dosegla najvišjo 4. stopnjo. Podala je splošna navodila za nas občane, še nekaj mesecev po žledolomu nam odsvetuje gibanje po gozdovih, podala pa je tudi najpomembnejša navodila za lastnike gozdov za uspešno sanacijo škode. Stopnja žledoloma je v revirju Medvode, ki obsega katastrske občine Zbilje, Medvode, Senica, Preska, Sora, Studenčice, Žlebe, Topol in Golo Brdo, ogromna. Dosegla je najvišjo stopnjo ogroženosti, to je 4. stopnjo. Na tleh leži 40% lesne mase, na nekaterih območjih tudi 50%. Za lastnike gozdov nevarnost žledanj obstaja več, je pa splošna nevarnost, se pravi, zadeve padajo, veje padajo z drevja, tako da pri delih morajo biti izredno pozorni. Mogoče bi kakšen dan, 2, 3 še počakali, ker je bilo toliko deževja in sneg se tali, vlake so razmočene. Katere so nevarnosti, ki pretijo v gozdu po žledu? Predvsem padajoče veje in vrhači, ki so obviseli še v krošnjah. Tudi sama drevesa nimajo več tiste stabilnosti zaenkrat, dokler ne bo drevo zelenelo, se korenine ne bojo ponovno razvijale naprej, da bi obdržali tisto stojnost oziroma obnovile stojnost, ki so imele drevesa pred žledolomom. Po žledolomu veljajo v gozdu še nekaj časa spremenjene razmere. To velja tudi za sprehajanje po gozdu z domačimi živalmi. Odsvetovala bi kakršnokoli sprehajanje po gozdu z kužki, s konjiči, kakorkoli. Če niste lastnik gozda, se izogibajte gozda tja, vse, jaz bi rekla, do poletja. Prvič bojo zdaj tudi dela potekala, motorne žage bodo posod pele, sekači morajo biti zbrani na svoje delo, na tisti hlod, ki ga prežagujejo, ne smejo gledati okoli, kje je kakšen sprehajalec, da ga ne bo karkoli zadel. Poleg tega so v krošnjah dreves še polomljene veje, dokler jih ne bo kakšen močnejši veter dol sklatu, je gozd izredno nevaren, rajši se držite površin, kjer ni drevja. Največja teža spravila polomljenih dreves pade na lastnike gozdov. Glede na obsežno naravno nesrečo žledoloma, odkazila drevja po posameznih parcelah ne bo. Izdana bo generalna odločba za celoten revir, ki bo objavljena na oglasnih deskah. Pred pričetkom del je potrebno poklicati revirno gozdarko Natašo Strle na mobilno številko 041 657 259 in izporočiti naslednje podatke: lastnik gozda, katastrsko občino in številko parcele. Po končanem prvem delu sanacije, predvsem iglavcev, ki jih je zaradi lubadarja nujno pospraviti do poletja, je potrebno revirni gozdarki sporočiti število dreves in kubične metre ločeno za iglavce in listavce. Del se je potrebno lotiti počasi in previdno z vso varovalno gozdarsko in sekaško opremo ter že z nekajletnimi izkušnjami pri delu v gozdu. Sečnja dreves zaradi žledu je namreč bolj nevarna kot običajna, ker so padla in razklana drevesa pod torzijsko napetostjo. Kakšen je vrstni red opravil v gozdu po žledolomu? Najprej je treba vzpostaviti prevoznost vlak. Vlak, cest, to so več ali manj gasilci, kakor so. Pravilno je, da vsak lastnik gre čim prej v gozd, pospravi tisto drevje, ki je njegovo. Če ni njegovo, naj ga pusti ob poti in se naprej prebije do svoje parcele. Res je, da ostali za njim, tisti, ki v prvi bojo največ dela, ostali bojo imeli manj dela, zato bi bilo smotrno, da se lastniki med sabo povežejo in grejo skupaj in si pomagajo. Potem naj se spraznijo struge, tam, kjer je tega veliko notri, na to pa obvezno. Najprej smreke, listovci lahko počakajo. Kot že rečeno, je potrebno najprej pospraviti poškodovana smrekova drevesa zaradi prenamnožitve podlubnikov. Mnogim smrekam je odlomilo le vrhove krošnje. Velja, da če znaša odlomljen vrh do tretjine krošnje, se bo drevo lahko še samo obraslo. Lubadar se začne razvijati iz jajčec, ko imamo 3 dni zapored po dnevi in po noči 15 stopinj Celzija. Zaradi navedenega je potrebno smreke pospraviti čimprej, dokler so zunanje temperature še nizke.
S posledicami žledu so se soočili tudi lastniki hiš ob obronkih gozdov, ki jim nad hišo visi poškodovano drevo, za katerega se bojijo, da bi jim ob močnejšem nalivu ali vetru lahko padlo na hišo in posledično z odgovornostjo lastnika gozda na drugi strani. Zdaj, v primerih, ko je to eni in isti lastnik, ni težav. Pokliče mene, drevje odkažem, če ni po žledolomu polomljeno, ker ta odločba, ki bo zdaj generalno izdana, zajema drevje, ki je poškodovano po tem žledu, ne ostalo drevje. Če pa sta to dva ločena lastnika, je najbolje, da lastnik hiše pokliče lastnika gozda in se probata dogovoriti, potem lastnik gozda pokliče mene in se opravi odkazilo. Problemi nastajajo, kjer lastnik gozda se ne strinja sečno teh dreves, tam pa jaz žal nimam nobene zakonske podlage, da bi lastnika gozda prisilila, da se to poseka. Po novi zakonodaji naj bi vsak odpeljan voz hlodovine iz gozda spremljala prevoznica. Po trenutno neuradnih podatkih naj bi bila le-ta ukinjena do marca 2015, kar z drugimi besedami pomeni, da za odpeljan les, ki je posledica žledoloma, prevoznica ne bo potrebna. Več navodil o spravilu poškodovanega lesa zaradi žledoloma in če Zavod za gozdove Slovenije ponuja kakšen koristen nasvet, kaj storiti z vso nastalo lesno maso, po eni od prihodnjih oddaj. Vaščanom Studenčic je bilo v začetku decembra na zboru predstavljeno trenutno stanje na področju vodooskrbe. Ta je, kot vemo, ves čas problematična. Občinska uprava jih je seznanila z dejstvom, da lahko v kratkem, torej že v začetku letošnjega leta, prav iz vseh pip v Studenčicah priteče neoporečna pitna voda, ki je ne bo potrebno prekuhavati. In dilema. Neoporečna pitna voda iz Nove Vrtine je občinska, vodovodne cevi pa vaške. Vaščani so zato sprejeli odločitev, da predajo vodovodni sistem občini v lasti in v upravljanje vodovodu Kranj, pod pogojem, če bo 70% uporabnikov dalo svoje soglasje. Vaščani so želeli pred končno odločitvijo ali predajo vodovodni sistem v last občini in v upravljanje Kranjski komunali in se s tem zavežejo, da v prihodnje plačujejo vodo v zameno za korektno oskrbo, predvsem zagotovilo, da je vode dovolj, da se bo nadaljevalo tudi z drugo fazo, ki predvideva obnovo celotnega cevovoda in seveda, da sami ne nosijo stroškov. Zagotovilo na decembrskem zboru krajanov je bilo, da naj bi nosili le strošek izgradnje jaška za vodomere, ta pa naj bi bil strošek občine. Katja Gomboši, vodja oddelka za investicije v naši občini, je pred tednom dni potrdila, da je prva faza izgradnje vodovoda Studenčice zaključena in da je potrebno izvesti le še tlačni preizkus, ki naj bi bil izveden v teh dneh. Prav tako v teh dneh pa še A-testi in klorni šok, v okviru katerega bo izvedena tudi mikrobiološka analiza pitne vode, da pa bo izhajajoči iz mikrobioloških analiz neoporečna voda iz Nove Vrtine lahko pritekla do vseh objektov v zgornjih in spodnjih Studenčicah, pa je potrebno izvesti še prevezavo na obstoječem vodohranu. Za izvedbo le-te pa občina potrebuje soglasje lastnikov obstoječega vodovodnega sistema. In zastrigli smo z ušesi ob trditvi, da soglasi, čeprav so jih po našem vedenju Vaščani že zbrali, še ni na občini Medvode. Odgovor, zakaj je temu tako, pa je na srečo preprost. Vremenske neprilike. Sicer pa je sedaj tudi uradno, da je plebiscit uspel. Bistveno več kot 70% uporabnikov vode je soglasje podpisalo in se s tem zavezalo, da bodo v prihodnje vodo tudi plačevali. Torej se je potrdil optimizem, ki je vladal že na decembrskem zboru Vaščanov. Ja, tako je. Zelo smo zadovoljni. Rad bi povedal, da od 62 hišnih številk smo dobili 59-60 soglasij, tako da je 70% preseženih in smo, bi rekel, uspeli. Zaradi vremenskih razmer dejansko izvajalcu del še ni uspelo priključiti električne energije na števec in položiti valjanec okrog novega rezervoarja, kar ne bi bilo opravljeno še v tem tednu. Ko bo ta zadeva narejena, bomo poskusno priključili vrtino in poskusno priključili, se pravi, nov vodovoden sistem na stari sistem v Zgornjih Studenčicah in bomo videli, kako je zadeva uspela. Po Trumpovih zagotovilih naj bi že na sestanku z občinsko upravo, ki je zaradi vremenskih razmer in drugih potrebnih opravil prejšnji ponedeljek odpadel, poleg vprašanja o hidrantni povezavi dorekli tudi terminski plan zaključka poskusnega črpanja vode in tudi vprašanje, kdaj bo opravljen priklop za spodnji del vasi.
tako da se bomo zdaj dogovorili za nov termin na občini, da ta vprašanja rešimo in eno od vprašanj bo tudi to, kdaj se dejansko terminsko priklopijo spodnje studenčice. Vendar, kakor jaz vem, bo najprej treba urediti za števci. Padla je ideja, da bi se en skupen števc namontiral, oziroma da se po individualnih hišah namontirajo števci, ki bojo pač merili realno porabo vode na vsakega porabnika. Soglasja bodo prišla do občine kdaj? Mi bi jih že oddali, vendar se pravim, zaradi vremenskih zadev, ki so bile, pač tega nismo storili. Mi jih bomo na naslednjem sestanku, ga bomo na občini imeli ta soglasja prinesli in jih bomo tudi slovesno predali. Iz občinske uprave so nam sporočili, da bo sestanek naslednji ponedeljek, 24. februarja. Kaj dodati? To bo slovesni dogodek, še slovesnejši pa bo, ko bo nova voda dejansko pritekla iz vseh pip v Studenčicah. Poročali smo že, da je od 5. novembra v stečajnem postopku podjetje Biostrom Mihe Petača, lastnika nikoli delujoče bioplinarne organika Petač v Pirničah. Od 8. januarja pa je v stečajnem postopku še eno pirniško podjetje, podjetje Milene Zavašnik Virotim, ki je od avgusta dalje upravljalo gostinsko dejavnost v Lipa klubu. Očitno sporno. Tržna inšpekcija je namreč ob številnih obiskih ugotavljala kršitve tako obratovalnega časa kot tudi označevanja cen in skupaj izdala za več kot 54 000 evrov glob. Tisto, kar pa nas je bolj presenetilo, pa je dejstvo, da je tržna inšpekcija na upravno inšpekcijo podala pobudo za nadzor poslovanja in pravočasnega vodenja postopkov občine Medvode v zvezi z Lipa klubom in da je slednja v poročilu to potrdila. Torej, tržna inšpekcija je od avgusta dalje predvsem zaradi kršitev obratovalnega časa v Lipa klubu pravni osebi, podjetju Viratim in odgovorni osebi Mileni Zavašnik izdala za skupaj dobrih 54 000 evrov glob. Zavašnikova je v vseh primerih zahtevala sodno varstvo. Ljubljansko okrajno sodišče je 9 od skupaj 15 zahtev po sodnem varstvu že zavrnilo, v skupni višini slabih 10 000 evrov. A kaj, ko je podjetje Virotim od 8. januarja v stečajnem postopku, prej omenjena že pravnomočna globa pa je sestavni del terjatev v stečajni masi. In ja, gostinska dejavnost v Lipa klubu se odvija naprej, le da jo po novem, prav tako brez ustreznih papirjev, opravlja novo ustanovljeni zavod, zavod Nikoris. Odgovorna zanj pa je, seveda, Milena Zavašnik. Glavna tržna inšpektorica Andrejka Grlić seveda meni, da gre zgolj za izigravanje strani Zavašnikove, je pa potrdila, da ni brezhibno niti ravnanje medvoške občine, ki je zadolžena za potrjevanje obratovalnega časa in odločanje o podaljšanjem obratovalnem času. Zato je tržna inšpekcija decembra lani na upravno inšpekcijo podala pobudo za nadzor poslovanja in pravočasnega vodenja postopkov občine v zvezi z Lipa klubom. Poleg tega niso zadovoljni niti z odzivom občine na njihove pozive. Dvakrat so jo, takoj ko so prejeli prve pravnomočne sodbe sodišča, namreč pozvali, da naj preuči možnost podaje predloga začasne ali trajne prepovedi opravljanja gostinske dejavnosti. Upravna inšpekcija ni prvič uvedla nadzora nad občino Medvode v konkretni zadevi in tudi tokrat v svojem poročilu ugotavlja določene kršitve določb zakona o splošnem upravnem postopku in uredbe o upravnem poslovanju. Kaj konkretno to pomeni, pa v prihodnji oddaji. Za komentar smo seveda prosili tudi občinsko upravo, vendar brez uspeha. Nadaljujemo pa s temo z začetka današnje oddaje, s praznovanjem slovenskega kulturnega praznika. V soboto prav na praznični dan je na odru kulturnega doma v Pirničah potekal pesniški večer s naslovom Čar besede, moč podobe. Člani literarne in likovne sekcije Kuda Pirniče so skupaj pripravili recital Prešernovih pesmi in izbor zgodb o njegovem življenju. Oder so krasile slike iz Prešernovega življenja, vsak nastopajoči pa je izbral Prešernovo pesem, ki ga je osebno najbolj nagovorila. Literarna in likovna sekcija Kuda Pirniče je pripravila literarni večer in Prešernovo razstavo v počastitev slovenskega kulturnega praznika. Recital je potekal na pirniškem odru, ki je ustvaril intimno vzdušje. Zamislila sem si ga preprosto prešernovsko, ker se mi zdi, da je
pač Prešernov dan, današnji dan, res namenjen predvsem Prešernovi poeziji. Saj iščemo vse sorte poti, kam še skreniti, ampak meni vendarle mi je všeč, da se ukvarjamo prav s Prešernom na tem odru Kuda Pirniče. Recitatorji so se sprehodili skozi pesnikovo življenje. Katera pa je osebno vaša najljubša Prešernova pesem? Meni je najljubša Slovo od mladosti, čeprav je strašno žalostna, ampak se mi zdi izjemno občutena in res globoko doživeta, ob seveda glosi, ki je nekakšna himna slovenskega umetnika, ampak vendarle bi se kar odločila za Slovo od mladosti. Moja najljubša Prešernova pesem je Vrba, ker ubogi Prešeren je celo življenje trpel zaradi tega, ker je zapustil svoj rodni kraj Vrbo, ker ga je speljala slabo drugačnem življenju. Med recitalom pa je zanimivo anekdoto iz svojega življenja povedal Ciril Debeljak, sicer član likovne sekcije. Ko sem šel kojakom, takrat smo slovenski fantje imeli še kufre, ne? No, ampak jaz sem dal v ta moj kufr Prešernove poezije. In to zaradi tega, ker sem se vedno počutil Slovenca, domoljuba. Pričakoval sem tudi, da v tako oddaljenem kraju v Šumadiji verjetno kakšne slovenskih knjig ne bo. No in jaz sem te knjige prebiral, to moje poezije prebiral takrat, ko je bil čas. Za predsednico društva Kuda Pirniče Anico Horvat je slovenski kulturni praznik obenem tudi priložnost, da izkaže svoj domoljubni duh z izobešeno slovensko zastavo na hiši. Največji kulturni praznik so v soboto počastili tudi v Smledniku. V tamkajšnjem kulturnem domu so člani društva pripravili prireditev, na kateri so prikazali življenje in dela dr. Franceta Prešerna. Gre za predstavo Andreja Rozmana Roze, v kateri na malce hudomušen način nastopajo Prešeren in vsi pomembnejši liki, ki so zaznamovali pesnikovo življenje. Spomin na največjega slovenskega pesnika so v Smledniku obeležili s predstavo Passion de Prešeren. Predstava je na nekoliko karikiran način na podlagi zgodovinskih dejstev predstavila čas, ko je vzporedno s Prešernovim obupom rasla ideja o zedinjeni Sloveniji. Prireditev je sooblikovalo celotno kulturno društvo, v sami predstavi pa sta sodelovali obe gledališki sekciji in pritrkovalci. Zelo mi všeč in tudi igralci enkratni ste. Vsaka vam čast. Zelo lepo smo se mi zdele, res. Hvala vam. Polna dvorana kulturnega doma v Smledniku je pričala o dobri kulturni ozaveščenosti v kraju. Jaz bi rekel, da kulturno smo dovolj osveščeni, samo ocenjujem, da smo preveliki zapečkari. Vsak visi nekje doma, gleda televizijo, malo nas pa pride takole skupaj, kar je sigurno narobe. Pa vidim, da je tudi to razlika po vaseh. Po vaseh so tele prireditve bolj obiskane kot recimo v Medvodah ali pa kje v Ljubljani, kjer se že veliko trudijo, da ljudi skupaj dobijo, čeprav se štejejo za bolj kulturne, kot smo mi. 8. februar je v Sloveniji edini kulturni praznik, ki ga praznujemo kot dela prost dan. Na ta dan po državi pripravijo več prireditev, predvsem se prazniku posvetijo v Kranju. Ja, ampak kot rečeno, pomembno je, da ga občutimo, da ga poglobimo sami v sebi. Včasih, veste, tudi za Božič ni bil dela prost dan in kdor ga je želel praznovati, ga je zelo globoko praznoval. In bolj kot ali je to dan tudi uradno, formalno zaznamovan ali ne, se mi zdi res pomembno, da se mu posvetimo. In prav pa je, seveda je prav, da je dela prost dan, ker potem se mu lahko bolj posvetimo. In danes recimo v Kranju je bilo prav živahno in v resnici teh priložnosti, da ga doživimo, je zelo veliko in če smo prosti, jih je toliko več.
Moški pevski zbor kulturno-umetniškega društva Oton Župančič je tudi letos, tako kot se spodobi, počastil spomin na največjega slovenskega pesnika, velikana poezije dr. Franceta Prešerna. Tudi letos je pevce pot vodila po ustaljenih tirih, začenši v Sori pred spomenikom Frana Saleškega Finžgarja. Po kratkem kulturnem programu so se pevci odpravili v Zavrh pred rojstno hišo Jakoba Aljaža, pozabili pa niso niti na Simona Jenka in njegov spomenik na Podreči. Kulturni program so zaključili v Prešernovem rojstnem kraju, v Prešernovem gaju v Kranju. Naše društvo je že kar stalno prisotno na tem področju. Letos to pot obeležujemo že 13. in tako, da mislim, da če bomo še tako naprej z vsemi pevskimi zbori delali kot do zdaj, ta pot ne bo zamrla in da bomo še kar naprej počaščevali na slovenski kulturni praznik te naše velike može. Izbor pesmi, ki so jih pevci ob kulturnem prazniku izbrali, so bili brez dvoma prilagojeni krajem, ki so jih obiskali. V praznovanje slovenske kulture so se na svojevrsten in seveda njim ljub način, torej s pesmijo, vključile tudi Soške Kresnice. V nedeljo so nas povabile v dom krajanov Sora z namenom, da nam med drugim predstavijo zgoščenko Šelestenje sanj. Gre za pesmi različnih avtorjev, ki jih je uglasbil Preščan Janez Tome. 22 skladb je na zgoščenki Šelestenje sanj, ki so jo izdale Soške Kresnice, ki delujejo, torej prepevajo tako ljudske kot avtorske skladbe pod okriljem KUD-a Oton Župančič Sora že dobre 3 leta. Vsa besedila različnih avtorjev je uglasbil leta 2002 umrli skladatelj Preščan Janez Tome. Izbor njegovih skladb je naredila njegova nečakinja Ima Gortnar, ki je na to temo tudi spisala diplomsko nalogo. Realizacija 2-letnega projekta pa je bila v rokah Soških Kresnic, ki jih vodi njena nečakinja Polona Kopač Trontelj, med 12 kresnicami pa sta še 2 njeni nečakinji. Sedaj pa lahko že rečete, katera izmed teh njegovih skladb je vam osebno najbolj pri srcu? Ne vem, zdaj mi je prišla na misel v Mladih brezah, gnezdijo sanje. Ne vem, pa vsaka po svoje, ampak nekaj je pa takih, ki so mi pa posebej všeč. Materi, ko bo pomlad prišla. Vsaka po svoje je njegov stil, no. Sem ga zelo prepoznala in moram reči, da mi je lepo, da so ta mladost, da je obudila njegovo delo. Jaz sem z njimi rasla, se pravi, moje otroštvo je z njim zaznamovano, tako da verjetno malo drugače gledam na vse skladbe, oziroma so mi zapisane v kri, da so mi že zapisane v krvi, nekako tako. Tako da so mi zelo pri srcu in seveda na kakšnih domačih druženjih se jih dostikrat lotimo in zapojemo. Najljubša vaša? Moja najljubša verjetno Dva šopka, ker sem jo pela že pri 5 letih kot solistka, tako da ta mi je vedno pri srcu. Vse so mi lepe, mogoče bi izpostavila ravno ta stari avto, ker je bolj zabavna, no. Soške Kresnice so bile na nedeljskem koncertu oblečene tako, kot so bile Tometove učenke v 80 letih, ko je bil učitelj na osnovni šoli Preska. Prepevale pa so zgolj skladbe zgoščenke. Vedno smo se imeli na vsakem snemanju zelo lepo, bila je res ena velika izkušnja, ampak ko je bilo pa vsega konc, smo bile pa res vesele, da smo končno vse to zrihtale, tako da danes je bilo to, da smo vse do konca zaključile. Izdaja zgoščenke je bil velik tako organizacijski kot seveda tudi finančni zalogaj, zato brez donatorjev ne bi zbrale 2,5 tisočaka, kolikor so potrebovale za minimalno število ur snemanj. Še enkrat toliko pa potrebujejo za še drugo zgoščenko Tometovih skladb, tokrat otroških, ki naj bi jo v javnost posredovale sredi tega leta. Vsekakor smo vesele, da smo dobile donacije, brez donacij ne bi uspele posneti zgoščenke. Vsekakor smo mogle na vajah še toliko bolj izdelati vse skladbe. V goste so Soške Kresnice povabile mešani pevski zbor Zboralika, ki pod okriljem kulturnega društva Stična deluje 5 let. Tema današnjega večera je bila? Šelestenje sanj, tako da smo izbrali mogoče malo bolj romantično barvane. Nismo pa pozabili tudi na naš kulturni praznik, tako da smo uvrstili v program tudi Prešernovo o vrba.
Več o koncertu in o novi zgoščenki pa v sredini kulturni oddaji, tako kot seveda o vseh prireditvah ob kulturnem prazniku, ki smo jih danes bolj na hitro preleteli. V počastitev praznika kulture pa je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območna izpostava Ljubljana okolica, pripravil izrekanja. Redno letno srečanje literatov iz okolice Ljubljane. Srečanje z delavnico je tokrat na povabilo Kuda Jaran potekala v naši občini, v rojstni hiši Jakoba Aljaža. 14 literatov, ki prihajajo iz 9 občin iz okolice Ljubljane, se je zbralo na rednem letnem srečanju imenovanem Izrekanja, da bi predstavili svoje najnovejše literarne zapise. Domačo občino Medvode sta tokrat zastopala Agata Trojar in Jurij Marusik. Sem že večkrat udeleženec. In s čim ste se tokrat predstavili? Letos bom predstavil nekaj svoje poezije iz bodoče pesniške zbirke Zasnovam si to ti mama, ki bo šla tam nekje v mesecu marca, aprilu letošnjega leta. Jaz že dolga leta pišem pesmi, izpovedne pesmi, brez rimi, imajo pač svoj ritem in tudi tokrat se bom predstavila z 2 svojimi pesmimi, ki pa pravzaprav opisujeta 2 kratka trenutka in želim, da jih tudi poslušalci občutijo. Namen izrekanja je, da se literati enkrat letno zberejo in predstavijo lastna dela, ter se o napisanem oziroma izrečenem posvetujejo tudi strokovnim spremljevalcem. Moram reči, da sem vesela, da je nekako se mi zdi, da je vsako leto malo več, da letos je še posebej veliko, 14 ustvarjalcev se je prijavilo, morda temu botruje tudi lokacija, kajti vidim, da je več kot ponavadi Medvoščanov tukaj. Mislim, da je skupna točka njihova je pač ta, da pišejo zase, da ustvarjajo, da se izražajo s pisanjem in da so pripravljeni to tudi deliti z drugimi. Z literarnimi deli se je v vlogi strokovne spremljevalke tokrat soočila Stanka Hrastelj, pesnica in pisateljica, ki je za svoje literarno delo prejela že več nominacij in nagrad, nazadnje leta 2012, ko je za svoj prvi roman Igranje prejela nagrado Modra ptica. Pišejo za svojo dušo, zato da jim je lažje in zato, da nekaj lepega naredijo sebi in svojim bližnjim. Tisti, ki pa želijo korak naprej, imajo pa veliko garanja pred sabo. In jaz sem tu opazila, da je nekako 5 takih, ki so kvalitativno izstopajoči. Sicer pa sem zelo vesela, da se ljudje s tem, kar počnejo, kar nekako svoje samoti in svoje intimi delijo res samo s sabo, da naredijo ta korak in stopijo v produkčinstvo in se razgalijo. To ni enostavno. Srečanje se je zaključilo z literarnim večerom s prebiranjem zbranih del. Program sta sooblikovala vokalistka Jasna Žitnik in Andrej Marinčič na klaviaturah. Vsi sodelujoči so prejeli tudi priznanje JSKD za sodelovanje na izrekanjih 2014. Dan pred dnevom žena, torej v petek 7. marca, se v športni dvorani Medvode obeta eden najbolj veselih festivalov. Koširjada 2014 je posebna prireditev namenjena legendarnemu ljudskemu umetniku Francu Koširju ter njegovim posnemovalcem oziroma vsem tistim, ki tako in drugače izvajajo Koširjeve pesmi. V to, da bodo Medvode 7. marca znova postale veselo mesto, je prepričan pobudnik in glavni organizator prireditve Tone Forneci-Toff. Medvode so v mojem srcu rezervirane za lepe projekte, moram priznati. Že del časa imam v načrtu, da bi nekaj naredil eno stvar za mojega pokojnega prijatelja Francija Koširja. Se najbrž ga vsi poznajo, to je bil trubentač, humorist, pevec pri ansamblu Avsenik. No, jaz sem takrat na višku njegove kariere, sem bil njegov osebni pesnik, sem mu napisal, mislim, da 12 besedil. Mislim, da se vse še danes poznajo, najbolj znamenita tista, jaz sem pa en Franc Košir s kmetom doma. Ker je v slovenski narodno-zabavni glasbi zapustil nepozabno sled, bo glavna naloga sodelujočih čim bolje posnemati tega legendarnega Avsenikovega trobentarja, pevca in humorista. Torej, zaenkrat smo izbrali 3, ker bi imeli radi res dobre in nekaj novega. Drugače bo pa tudi sicer program zelo pester, bo tudi ansambel Saše Avsenika, bo Alfi Nipič, z veseljem napovedujem tudi godbo Medvode, se pravi, da bojo tudi domačini nastopali. Pol bo seveda Klemen Košir, to je sin od Francija Mopečev,
malo drugače obarvan, ker jaz letos z butikom praznujem 45 let, butik 45. Mislim, da bo to en izjemno vesel koncert. Razdeljeni v dve kategoriji, solisti in glasbene skupine, se bodo izvajalci trudili za glavno nagrado trofejo Franca Koširja. Jaz zdaj pravim to, ker je smeh pa zdravja, nimamo ministra za zdravje, bomo delali pa koncerte, da bodo ljudje bili zdravi. Vstopnice za veseli koncert v športni dvorani Medvode so že naprodaj na Petrolovih servisih v Eventimu in Ticu Medvode. Sedaj pa k še tretji temi minulega tedna. Medtem ko v teh dneh spremljamo izjemne uspehe naših športnikov na zimskih olimpijskih igrah v Sočiju, se tistim nekoliko starejšim verjetno občasno spomin vrne tudi 30 let nazaj. Na olimpijske igre v Sarajevu, da so bile zares nepozabne, rad pove tudi Nino Mihalek, ki je na Slavkovem domu pripravil razstavo fotografij 14 zimskih olimpijskih iger. 14. februarja bo minilo natanko 30 let, odkar je Jure Franko osvojil srebrno medaljo v veleslalomu, kar je bilo tudi prvo zimsko olimpijsko odličje za Slovence in Jugoslavijo. Ob progah na Bjelašnici, kjer so potekale tekme alpskega smučanja, je bil tudi Nino Mihalek, ki je skrbel za nemoten video prenos tehničnih disciplin. Jaz sem šel dol na ogled terena, razložili so mi približno, kaj bom delal, sicer točno nisem vedel, kaj me vse čaka, in dokler ti nisi vse postavil, ne gre nič. Niti štarta ne tekma, niti noben prenos. Ne? In to je pol, na koncu je to vse name padlo. Ne? Ko sem jaz dal znak, je šele vse šlo. Ne? Kar je prišlo šele za mano. Ne. To ti, kaj take stvari delaš, ti ne dojemaš širino svojega poslanstva. Nino Mihalek, znan tudi kot Muha, je svoj fotografski pogled na največji športni dogodek v nekdanji Jugoslaviji postavil že pred 5 leti na Brniku, tokrat pa ob sodelovanju z veleposlaništvom Bosne in Hercegovine razstavo obuja še v Medvodah. Slike, ki prikazujejo utrip tekmovanj pred in za kamerami, so pristne, naravne in neobdelane. Jaz sem v fotografijo bil že zaljubljen, še preden se je to začelo dogajati. No in ko sem pač dobil ta posel v Sarajevu na olimpijadi in sem imel en aparat, sabo sem rekel, to bom jaz poškljocil, ker pač je neponovljivo vse. Ne? In jaz bi to komu kdaj še kasneje pokazal, no pa se pa je skazalo, da so kakšna dela še kar solidna. Pustili smo, da so take, ki so, nismo preveč v njih intervenirali, ker smo hoteli pokazati tem tudi čas, da je bil to še filmski čas in tako naprej. Olimpijsko Sarajevo je danes le še oddaljen spomin. Spomin na igre, ki so povezale jugoslovanski narod in v 2 tednih celo ves svet, pa je po 30 letih še vedno živ in topel. Meni je to tako, kot bi se včeraj zgodil, ker to se ti vtisne v spomin, če si ti del nečesa. Ne? Ti moraš razumeti, da eno je olimpijado gledati tako iz fotela, ne? Eno je pa biti odzad v mašineriji, ki to ustvarja. In ko ti to vse daš skozi, ne, ti je čast, da si bil en droben člen v tej dolgi verigi ljudi, ki pospešuje zadevo, da se sploh premika. Ne. Ob otvoritvi so se zbrali tako predstavniki veleposlaništva Bosne in Hercegovine, kot tudi predstavniki drugih ambasad, med drugim Indije, Danske in Nizozemske. Domača kuhinja je poskrbela za čorbo in tradicionalne bosanske sladice, za glasbeni program pa je skrbel kvartet klarinetov godbe ljubljanskih veteranov. Razstava bo na Slavkovem domu na voljo za ogled do 10. marca. Kot pravi športniki, redno večkrat na teden se na skupnih treningih že 5. leto zapored sestajajo člani sekcije za prostomet športnega društva Senica. Rezultatsko čedalje uspešnejšo ekipo smo minuli petek obiskali na rednem dvoranskem treningu in bili prijetno presenečeni nad pozitivnim vzdušjem. Sicer starostno precej heterogene ekipe. Za mnoge le zabavna družabna igra, za približno 250 uradno registriranih posameznikov pa že 5. leto zapored resen tekmovalni šport. Čez dober mesec dni se namreč pričenja že 5. sezona Pokala Slovenije v prstometu. Bi rad videl, da bi imeli zdaj izredno močno prvo ligo. Zato zdaj recimo imamo izredno dobre fante. Bi rad, da bi prvo ekipo pojačali, da bi probali, če bi se dali v naslednji sezoni ali v tej sezoni, da bi prišli na prvo mesto.
Ravno zlata lovorika jim v vitrini še manjka. V lanskem letu so Sničani v skupnem seštevku pokala Slovenije osvojili končno 6. mesto, najboljši posamezniki pa so bili Marko Govekar, Vinko Dermota in Andrej Kunstelj. V pokalu Slovenije smo pa še zmeraj rekel kar majhen trn v peti vsem tekmovalcem, ker smo pa izredno dobri in imeli smo letos 4 ekipe v pokalu Slovenije. Ekipe so dosegle končno 2. mesto v ekipnem, 4. mesto v ekipnem, 8. mesto v ekipnem. Sekcija za prstomet športnega društva Senica sicer igra v 2 ligah. Prvi, kjer nastopa 14 ekip, in drugi, kjer se bodo 8 ekipam letos prvič pridružili še Ljubljančani. Starostne omejitve na tekmovanjih ni, je pa prstomet nedvomno eden redkih športov, v katerem je igralec v jeseni življenja še vedno lahko povsem konkurenčen. Včasih sem igral nogomet, laufal sem, zdaj pa, ker sem starejši, je pa to en tak lahek šport. Pavle Jerina s 77 leti velja za najstarejšega člana v snički ekipi, a njegova desnica zato ni nič bolj nemirna. To je uvezal z živcema, ne? Umiriti se moraš, nekaj misliti, ampak misliš na mirno roko, a ne? Pred novo ligaško sezono prstometaši večinoma vadijo na asfaltni podlagi pred domom na Senici, enkrat na teden še v manjši dvorani doma Krajanov na Godešiču. Natančnost, preciznost, kondicija, da imaš po domač povedano glavo vse pošlihtan, da se ne sekiraš. To je zelo važno, ker danes so že toliko dobri prstometaši, da ga pokrije, drug tega pa dol zbije. Pa se pravi, da moraš biti res že dosti dober. Danes se grejo že v milimetrih, ne v centimetrih. Pa opažate na tekmovanjih, da je roka zaradi treme kaj bolj nemirna? Na tekmah imamo mi, ni roka tista problematična, ampak bolj je problematično vreme. Na Gorenskem ali pa recimo tudi na Senici, ki igramo, je vreme, veter. In ko je veter, nam balinček v zraku kar zaplapola in da pa vsak ima svoj način meta. In enemu veter bolj nagaja, kot enemu. Za dober rezultat je potrebna tudi dobra podlaga. Igralni asfalt na Senici med gostujočimi igralci velja za enega najbolj dotrajanih, a kljub temu tam vlada veliko zanimanja v času turnirja. Se mi zdi, da največ zanimanja pa to je prav v Medvodah. V Medvodah je zmeraj največ navijačev, največ iz okoliških krajev pridejo gledati do čim druge, ker smo več ali manj samo tisti tekmovalci, pa mogoče od kakšnega pariatov pride. Tudi v letošnjem letu je na Senici predviden eden izmed prstometnih turnirjev, kdaj točno pa bo znano konec marca, tik pred pričetkom nove ligaške sezone. V Zgornjih Gorjah je potekalo 23. državno prvenstvo v smučarskem teku za otroške kategorije. Naslov državnih prvakov med mlajšimi deklicami in dečki sta osvojila člana Nordijskega društva Medvode, Zala Jenko in Anže Gros. Starejše kategorije so se v klasični tehniki pomerile za točke pokala Geoplin. Tjaša Trampuš je bila druga med mlajšimi mladinkami, Nina Žavbi-Kunavar je zmagala med starejšimi mladinkami, sestra Anja je bila druga med članicami, Janez Lampič pa je bil drugi med starejšimi dečki. Člani Nordijskega društva Medvode so bili uspešni tudi na nedeljski štafetni preizkušnji, sestri Galof in Jenkova so bile bronaste med mlajšimi deklicami, brata Gros in David Jezeršek pa so bili bronasti med starejšimi dečki. Zmago in remijem na zadnjih 2 pripravljalnih tekmah pa se lahko pohvali članska vrsta nogometnega kluba Jezero Medvode. Drugo ligaša Enka Šenčur je ekipa premagala z 2-1, Zenka Ihan pa remizirala s 3-3. Po enotedenskem premoru je bilo v slovenskih keglaških ligah odigrano 13. kolo. Hidro je v prvi B ligi na domačem keglišču premagal Kočevje, Koma Medvode pa je v drugi ligi Zahod zmagala v Kamniku. V Ljubljanski ligi je bilo odigrano 12. kolo, obe medvoški ekipi sta bili na gostovanju v Ljubljani zmagovalno razpoloženi. To
Tokratna črna kronika je nekoliko krajša. Policistom so nekaj dela naredili zgolj povzročitelji kaznivih dejanj. V Medvodah so ukradli registrske tablice, nekdo je ukradel celo šolsko torbo, iščejo tudi požigalca in pa še vlomilca v stanovanjsko hišo v Medvodah. Vlom v hišo se je zgodil tudi v Mošah. Policisti še enkrat opozarjajo na spremenjen prometni režim na odseku regionalne ceste pod motelom Medno. Upoštevajte prometno signalizacijo in policiste, če so tam, da ne bo prišlo do naleta vozil. Tudi nevarnost zaradi vremenskih nevšečnosti še ni minila. Bodite pozorni in previdni, tako na cesti kot drugje v naravi. To je bilo za današnjo informativno oddajo vse. Spremljajte nas še naprej in seveda se vidimo čez teden dni, če prej ne, že v sredo v kulturni oddaji. Nasvidenje.